Na odrske deske Šmarješkega kulturnega doma so pred dnevi znova stopili člani in članice dramske skupine tamkajšnjega društva podeželskih žena in s krstno uprizoritvijo komedije v 3 dejanjih Na morje navdušili številno domače občinstvo. Komedija avtorice in režiserke Marije Pavlin je parodija na bližnjo preteklost, ko se je marsikatera družina na počitniški oddih ob morju odpravila z željo po čim nižjih stroških. A številne pripetije, ki v igri spremljajo kampiranje na zapuščenem, z grmičevjem zaraščenem zemljišču, botrujejo vse prej kot sproščujočim družinskim počitnicam. Torej, tiste stvari, ki jih jaz sama, bi rekla, pišem oziroma ustvarjam, imajo vse podlaga na nekem resničnem dogodku. Nekaj takega se je zgodilo enim mojim znancem, prijateljem pred več letje nazaj in od takrat naprej, jaz nisem bila takrat prisotna, ampak vem, komu se je to dogajalo. Od takrat naprej imam jaz nekje skozi eno željo, da bi tole nekako dala na en papir oziroma da bi se to nekako zabeležilo, da bi se to zapomnili. No, ko smo lansko leto igrali Pričarenega ženina, ki sicer ni bil moj komad, sem ga samo spreminjala po tistih potrebah za našo publiko. Naslednja poteza je pa bila, sem začela razmišljati, da bi mogoče pa le tole dala na papir in da bi potem s to ekipo, ki jo imam, ki smo že navajeni, sprovedli. Da je živahno odrsko dogajanje premierno in po odzivu občinstva sodeč tudi uspešno zaživelo na odru, je bilo potrebnega nemalo truda. Zahtevnemu avtorskemu snovanju 1,5 uro trajajoče komedije so namreč vse od oktobra lansko leto sledile temeljite priprave dramske skupine. Jaz sicer vztrajam, da se bralne vaje kar nekaj časa odvijajo, čeprav nekateri bi bili že ta prvi teden, drugi teden na odru, ker dejstvo pa je, da na odru, ko se pojavijo, nekako dobijo ta stik, potem lažje nekako osvojijo zadeve in se vidijo v teh vlogah. Za mizo pa, ko beremo, veste, ni tistih sprememb glasov, ni tistih kreten. Jaz pa potem usporedno s tem naštudiram vse obrate, kretne, kako hodijo, kako se pogovarjajo, kako gledajo, da nakažejo hrbta v publiki, da nekako, jaz imam nekako zamisel od prve besede, ki je napisana, do končnega zastorja v svojih možganih potek te kompletne predstave. Zmeraj se težko lotim igre, in potem, ko toliko ur vloženega, toliko truda, mi je zmeraj poplačan, ko se zavesa odpre in zagledam v domači dvorani polno dvorano. In da nas občinstvo tako lepo sprejme, je to nekaj enkratnega in zmeraj rečem, so vse tiste ure poplačane, ki smo jih vložili v to. In res mi je ta občutek domačega občinstva, v drugih dvoranah ne more začutiti in je res hvala vsem domačinom, da nas tako podpirajo, nas spremljajo, nekako spodbojajo, da še delamo naprej, ker če ne bi verjetno že obupali, če nas ne bi doma tako podpirali. Nekateri nastopajoči so sicer že stari znanci občinskih odrov, drugi pa so s tokratno predstavo naredili prve resnejše korake v svet igre. Ja, v bistvu je to moja prva predstava, da sem celotno predstavo tukaj, ker prejšnji sem prišla na polovici, tako da, ja, novinka. Ne vem, meni se zdi, da je ta vloga manj čisto pisana na kožo, zato ker tudi doma so rekli, da je kar pač tako približno skoraj podobno, kot doma, malo drugačno, ne bomo bili tako zdaj pač, da je res čisto isto, ampak tako ni bilo tako težko, ker se mi zdi, da sem kar notrpala. To je moja tretja igra, kar smo začeli Šmarjeti z neko dramsko skupino, ki se ukvarja z temi predstavitvami, temi igrami. Vsaka igra je nekaj posebnega. Prva je bila neznanka, prvič sem začel igrati nekaj na odru, pred publiko in vsemo tremo in tako naprej. Zdaj moram reči, da mi je to že in vem, kako se moram našati, da publiko sploh ne vidim. Dobro, tekst moraš se naučiti, da pa lahko igraš. Treba pa vložiti svojo igro, svojo mimiko in tako naprej, da potem od tistega lika, ki ga predstavljaš, nekaj rata. A vešči igri navkljub se tudi prekaljeni amaterski igralci in igralke z bogatimi odrskimi izkušnjami pred prvim odstrtjem zaves vselej spopadajo z občutkom odrske mrzlice. Ja, ko prideš gor je tako, je trema, itak da malo te tako, Ja, malo te, mislim, gremo najprej nazaj malo. Čisto takoj pred predstavo itak želoč neki. Pa skuste na WC modi, pa to,
pa prideš gor. Joj, pa je tukaj ljudi, pa tu, pa ne upa si pogledati, ne, pa noter padeš. Vsaj jaz tako. Pa je pa dobro. Jaz mislim, da ni razlike. Prvič, drugič, tretjič mi je bilo isto trema, isto težko, ko se zavesa odpre, ne? Ampak nekako, ko stvar steče. Ne? In potlej gre, ne? Najtežji je trenutek. Vsakič, prvič, se pravi, isto mi je bilo danes, kot mi je bilo takrat v prvi igri. Ne? Ko prideš na oder, na deske tele in ko vidiš tako dvorano, ko je danes, polna, ki ta energija pozitivna plava, to moraš kar čutiti, plava po dvorani in te nese in te pritegne in potem moraš dati vse v sebe in moraš igrati tako, kot pa znaš, ampak mi smo pa še ženo na tleh, mi smo materiji, igramo po domače, za naše ljudi domače in največji uspeh, največje zadovoljstvo je, če je publiki igra všeč. Zelo sem zadovoljna in sem srečna. Veste, v mojih letih, če nekaj takega doživiš, to mene v bistvu duhovno dopolnjuje in nadgrajuje, tako da me res veseli. Sem pa zadovoljna, da vidim, da ljudje bi radi prihajajo, da jim to nekako leži. Razmišljam že, da bi naprej še mogoče neko zadevo, ampak bom pač mogla neko tako temo zbrati, ne, tudi fantje, dekleta v tej skupini, oni so neumorni, oni bi zdaj kar nekaj novo spet začeli. Ampak počakajmo, bomo videli, kako bomo zdaj še kaj gostovali, da bi šli še v kakšno drugo dvorano in potem še tlele verjetno eno ponovitev, pa imamo še Belo cerkev, a ne. Potem pa pustimo stvari, da čas svoje prinese, a ne. Sicer pa se bo dramska skupina s komedijo Na morje na občinskih odrih v Šmarjeti in Beli cerkvi znova predstavila že konec meseca, 23. oziroma 25. marca.